Ja, igram zelo rada. Valjda, to je nekaj najboljšega, ne vem, super mi je igrati. V bistvu pri meni je bilo vse, kar je v zvezi z glasbo, dosti naključje. To šele zdaj razmišljam, kaj pomeni biti v tujini. Ker mi je v bistvu tudi Slovenija ratala tujina, a ne. Zaradi tega, ker zdaj v bistvu sem doma povsod pa nikjer. Moji starši so sicer tako, ne vem, kaj so si mislili, gotovo jih je bilo malo strah, ampak nekako so mi zaupali, no. V bistvu je to eno vprašanje, ke si ga veliko zastavljam. Kaj, kje živeti pa zakaj. Čakam, da me nekaj potegne nekam drugam in pač pol za tem grem. Probam ne preveč razmišljati, no. Kako v bistvu začneš izgubljati neko identiteto ali pa postaneš človek različnih identitet? Ne vem, koliko Slovenke je še v meni ali pa koliko Nizozemke je v meni, koliko je že Danke v meni ali pa. Ta scena, no, v Amsterdamu, kjer sem kar en dobršen del življenja preživela, je pač zelo mednarodna. Sigurno sem to čutila, da sem del, da nadaljujem nekaj, kar je bilo tam enkrat zelo močno, ne. Ne, sigurno ni glasba vse pri meni. Ne. Ne, sigurno, da iščem dom. Se počutim, da bi lahko, če bi zdaj mogla izbrati, a ne, se nekako počutim, da bi lahko do konca življenja nekako v Sloveniji živela, ampak pa ta gozd pa ta pogled na te gore pa to, saj to se sliši zelo romantično, ampak tako, ke pridem nazaj, a ne, pa to vidim, to se z njo povežem na to, to mi veliko da v bistvu. Mogoče mi je to še največji izziv ali pa največje take vprašanje in največja problematika tega takega življenja, ke ga imam. Ke si tudi ne predstavljam do konca življenja okrog potovati pa se seliti iz enega mesta v drugega, ampak mogoče pa tako bo. Zame to ni in jaz vem, da si moram zmeraj kakšne par mesecev na leto tako malo frej pustiti. V bistvu, da najdem en prostor v glavi spet za eno ustvarjalnost, zaradi tega, ke se mi zdi, da če sem skozi v nekem, ja, v enem potovanju pa to, da v bistvu sploh nimam časa se umiriti pa sploh, predelati to, kar doživljam. Ampak to imam še kar srečo, a ne, ke še vseeno imam toliko koncertov ali pa tudi dosti v redu plačanih, da lahko pač si to privoščim, a ne. Včasih recimo sem imela dosti več, sem se dosti bolj bala tega, da recimo za določene projekte, da mi ne bo zneslo, če ne bom v formi. V enem momentu se je to nekako spremenilo in mi zdaj ni več to problem. To mi je bil včasih mogoče še največji izziv, da sem rabila za nekatere, recimo za solo, recimo za duo z Onom, a ne, ali pa za ta trio, ke ga imamo s Kristjanom pa s Petrom. To so dosti tehnični projekti, mislim, tako moraš biti kar malo v formi pa to. Ampak se mi zdi, da mogoče se mi je v glavi tudi nekaj premaknilo, da ne rabim zdaj več o tem skrbeti, a ne, ker pri prosti improvizaciji, če malo manj si v formi, zmeraj lahko izbereš, ne, en drug način mogoče, toliko, da se tudi dobro s telesom počutiš, a ne. Ampak pri napisani muziki ali pa če je zelo intenzivna muzika, pa pač ali pa sploh solo od začetka je bilo zame katastrofa, tako sem se res mogla pripravljati za ta solo, zaradi tega, ker ono, da
da sem lahko sploh koncentracijo držala, a ne, 1 uro, recimo, ali pa 45 minut, sem rabila res zaupati nekako svoji tehniki pa to, ne, da me ne bo to, da se ne bom s tem ukvarjala, a veš, da se lahko samo z muziko ukvarjam. Pa zelo različno, ne vem, kakšni projekti so bolj konceptualni, kakšni so zelo odprti. Pri svojem oktetu imamo dosti spisanega, pa so tudi pač vmes kakor eni vložki z improvizacijami pa tako. S triom Punkt vrt plastik so vse skladbe in je veliko tudi improvizacije na formo, tako zelo jazzovsko, to je zastavljeno. In tisto tudi, ker niso vse moje kompozicije, tisto je kar malo delano, zato ker fanta tudi kar dosti komplicirane stvari pišeta. Solo imam tudi kompozicije, ampak je odvisen od dneva do dneva, no. Če se dobro počutim z inštrumentom ali pa če imam tak dan, da se počutim, da imam neki navdih, no, pol kar veliko improviziram. Če pa se mi ne zdi, ne vem, če je inštrument malo tak, ali pa če je akustika malo slaba, ali pa to, pa igram bolj kakšne skladbe, ki se mi zdijo, ne vem, primerne za to, a ne. Pol imam pa še ene par bendov, ki imamo pa čisto prosto improvizacijo. Suzano več ali manj igra prosto, s Terijem, Exom igra čisto prosto improvizacijo, z Onom isto. Ne vem, no, to je še mogoče še kar dosti tak koncept improvizatorjev, da pač prideš na oder in kar bo, a ne. Zdaj ne. Ja, zmeri cvikam. Se mi zdi, da včasih mi je bilo zoprno igrati, ker sem čutila, da tehnično ne morem zaigrati tega, kar si želim. Da sem se vsa v telesu tako nekako skrčila ali nekaj in da pol je bilo fizično, je bilo tako zoprno igrati. Mogoče imamo ženske več problema s tem, da se bojimo, da kjer mu kaj ne v redu, pa pol se hočeš nekako, a ne, hotela bi, da se vsi dobro počutijo na odru, a ne. Da si nekako upaš svoje stališče nekako zastopati, ne. Včasih komu ne bo kaj všeč in je okej, ker nekomu drugemu pa to isto bo všeč, a ne. Mislim, če mi nekaj ni všeč, bojo vsi vedeli, da mi ni všeč, jaz ne znam tega dobro skriti, a ne. Tako da sem že cel kup bendov zapustila pa tako. Treba si tudi priznati, kakšen si, a ne. Del tega, zakaj sem liderka, je pač, da ne znam biti preveč dober sideman, ne. Z Abom, a ne, igram v triu, Fish Scale Sunrise se imenuje ta Joe Williamson na basu pa bars. Pol en čas sem igrala od Michael Moora bendu, ki je bil tudi Tentet, nas je bilo ful, tako da to smo en cajt igrali, ampak ta bend je pač zelo težek za vzdrževati ali pa tako, da bi imeli stalne koncerte pa to. To je pa tudi približno vse, kar je bilo tako, da sem bila sideman, ne. Ostalo pa vse, ja, ali kolaboracije ali pa pač jaz vodim, no, prav moj bend je v bistvu samo oktet, no, da prav jaz vodim, ostalo so pa vse demokratični bendi, več ali manj. Mislim, celkrat imam duo, tako da to itak easy, ne, pač 2 človeka, ni tako. Ampak se mi zdi, jaz sem ful previdna, s katerimi bendi pol se mi zdi, da lahko kaj naprej, ne, tako zmeri se ful začetka zmeri, tako pač, no, bomo videli. To je ena toliko osebna stvar in toliko delikatna stvar, da jaz, če ne morem biti čisto tako odkrita, a ne, pa igrati tako, kakor si želim, a ne, pa da se počutim res svobodna, pol mi je zelo težko, pol kar nočem, ker se mi zdi, da bi sama sebe malo ubijala.
da smo tako malo kot desci, no. Ker smo med desci gor zrasli. Sem imela kar srečo, da se je začela vsa ta, da so začeli govoriti, ne, o teh kvotah pa o tem, da morajo biti ženske prisotne. Ke sem sestavljala oktet, a ne, ke smo 4:4, je bilo to slučajno, da je prišlo 4:4, kakor ena želja po enem ravnotežju, ker se mi zdi, da prinese ženska energija nekaj in moška energija nekaj drugega. Se mi zdi, da smo se mogle nekako boriti, ne. Bolj, kakor se morajo mogoče zdaj ženske boriti, ke nas je že več in je lažje. A ne, tisto, ke greš pa igraš solo pa te vsi ocenjajo, pa pol, če si ženska, te še res te pač vsi bolj drugače te gledajo, no. Ampak se mi zdi, da se to zdaj kar dosti spreminja. In se mi zdi, da sem bila včasih kvečjemu v prednosti, ne. Da so rabili na kakšnem festivalu še ženske, a ne. Ker rajši bi videla, da me povabijo na festival, zato ker pač jim je všeč to, kar jaz igram, ne pa zato, ker sem punca, a ne. Pač še vseeno nas je manj, se pravi, nas morajo malo bolj iskati ali pa imamo pol več možnosti, ker nas je manj. In je res, da recimo, ko sem bila jaz mlajša, to, kar sem prej rekla, da nisem imela nekega idola ženskega in da je bilo to v bistvu dosti zoprno, no. Ne vem, se spomnim, ke sem recimo poslušala Nino Simone, ke sem začela njo poslušati malo pa ko ona, ke sploh klavir, ne, kako igra. Del tega, da sem se tako lahko povezala s tem njenim igranjem, dobro, tudi to, da izhaja iz neke klasike, ne, oziroma da je bila klasična pianistka prej pa da igra tako malo drugače, ne. Sigurno tudi ta estetika, ampak po mojem, da tudi to, da je bila ženska, je nekaj mi naredilo, no. Nikoli nisem imela problemov, med svojimi vrstniki, moškimi ali pa to, a ne. Imam pa probleme dostikrat s kakšnimi organizatorji pa to. To je neka taka čudna dinamika. Dostikrat se mi zdi malo na meji, no, ta njihov odnos do mene kot ženske. Ne, oni me zaposlijo. Kakor da bi včasih še kaj tako malo pričakovali, da bom, ne vem. Imela sem ene par takih še kar čudnih situacij, ampak večinoma nekje v zraku, to me zelo moti, no. Ne vem, in to jaz nisem edina. Verjamem, da so to veliko žensk ali pa skoraj vse so že bile v taki situaciji, da kaj probajo, ne, te, a veš. To me zelo moti. In to pač, ne vem, to pol to je kar zanimivo. Ne vem, če je to nekaj, kar lahko daš tako v intervju ali pa, no, saj lahko tudi vidiš. Ampak ne vem, kako, a veš, kako niti to, kako tudi to razložiti, ampak ja. Se mi zdi, da se moški tudi malo manj sekirajo za vse in tako naprej, ne, lahko malo bolj v easy vse skupaj vzamejo, medtem ko smo ženske bolj lahko histerične ali pa lahko vse skupaj zelo emocionalno vse jemljemo in nekako se mi zdi, da recimo smo se ene punce, ke smo se veliko s fanti družile ali pa nekako v tej družini gor zrasle, da smo se kar malo bolj tega attituda, no, navadile. Je pa recimo različno, ko pa si recimo s pevkami, je pa to pa že skoraj zmeraj druga mentaliteta. Bolj jim je ratalo ostati nekako ženstvene ali pa imeti te ženske kvalitete in biti okej z njimi. Meni se zdi, da te starejše, sploh starejše ženske na tej sceni, da so se one mogle pa res boriti, ne. Včasih se recimo družim z Henemann, a ne, ona je tudi ena starejše generacije, ona je zdaj že čez 70, ne. Se pravi, ona tudi, a ne, je zelo občutljiva, če se ji zdi, da je bilo kaj proti ženskam narejenega ali pa če se ji zdi, da je imel kdo kakšne dvojne standarde.
To isto Joel isto ima tak, ne, warrior. Kaj sem hodila reči?